Dve vprašanji ves čas spremljata Mustang Mach-E. Prvo je, zakaj so mu dali ime Mustang, če pa je športni terenec. In drugo, ali se pelje kot Mustang. Tokrat nas zanima odgovor na drugo vprašanje. Ali se pelje kot Mustang? Ne, kot Mustang se ne more peljati, ker je to čisto drugačen avto. Goveja juha je super, najboljša na svetu je, ampak ne more pa biti suši. Bistveno je nekaj drugega. Ford je z Mach-E-jem pokazal, da zna narediti tudi vozniško zelo dober električen avto. Da ve, kako se mora avto peljati, da zadovolji tudi bolj zahtevne voznike. Užitek v vožnji se gradi na zanesljivi in predvidljivi legi v ovinkih, kar je še veliko več kot to, da ima super pospeške, s katerimi se hvalijo praktično vsi električni avtomobili. Volan in krmiljenja sta natančna in odzivna, lega zelo dolgo, predvidljiva in zanesljiva in kljub temu, da je avto relativno težek, se odlično čuti v ovinkih in je v ovinkih zelo dolgo časa stabilen. Zavore so zelo prepričljive, kar mimogrede pri električnih avtomobilih ni ravno enostavno doseči in zato se ga da pred ovinkom zelo lepo nastaviti v idealno linijo in potem z veliko električno močjo lepo potegniti skozi ovinek. Odgovor, ali se pelje kot Mustang, je torej naslednji. To je avto za voznika, ki zna uživati v vožnji. V tem novem električnem svetu je Mach-E zadržal nekaj osnov stare avtomobilske šole. In v tem smislu lahko rečemo, da je vendarle tudi nekaj Mustanga v njem. In Mustanga.